Spoštovani gospod župan, gospod minister, vaša ekscelenca, gospa veleposlanica, predsednik uprave, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. V čast in v veselje mi je, da otvarjam ta največji kmetijski sejem v Sloveniji, ki ga tudi sicer zelo pogosto obiščem. Predsednik uprave mi je rekel, da sem danes 19. z vami. Rad bi vam čestital, spoštovani predsednik uprave, vam in vsem vašim sodelavkam in sodelavcem, razstavljavkam in razstavljavcem, vsem, ki imajo kakorkoli opraviti z organizacijo tega sejma v teh razmerah. Veseli me, da na tem sejmu v osrčju Pomurja vsako leto svoj pogled na naše skupne probleme predstavi druga država. Letos prav lepo pozdravljam prijatelje iz Francije in jim izrekam iskreno dobrodošlico v Gornji Radgoni in v Sloveniji. Zelo pomembno je, da se države, ki skupaj tvorimo Evropsko skupnost, spoznavamo in raziskujemo svoje podobnosti in drugačnosti. Za sožitje je pomembno, da prepoznavamo tisto, kar nam je skupno, da nas razlike ne razdvajajo, temveč da nas povezujejo in celo navdušujejo. Zato so tudi takšne priložnosti, kot je sejem Agra, pomembne za graditev složne in povezane Evropske unije. Slogan letošnje Agre je aktualen v širšem evropskem smislu in odraža tudi vizijo Slovenije kot predsedujoče države Svetu Evropske unije. Letos je tako na Agri poseben poudarek na letu sadja in zelenjave, na ekološkem kmetijstvu, varni hrani, varovanju gozdov in lokalni predelavi. Pomemben poudarek vidim na krepitvi in dolgoročnem razvoju kmetijstva, predvsem na podeželju, na prehranski varnosti, o čemer ste mnogi danes posebej govorili, in s tem mislim na zagotavljanje dostopa do varne in kakovostne hrane ter na trajnostno proizvodnjo hrane. Spoštovane gospe in gospodje, letos v otvoritvenem govoru dajem posebno pozornost podnebnim in okoljskim spremembam in njihovim posledicam za kmetijsko politiko in razvoj podeželja. Vsi skupaj se zavedamo, da je podnebno-okoljska kriza dejstvo. Vsi moramo skrbjo sprejeti zadnje ugotovitve strokovnjakov vsega sveta, ki nas pod pokroviteljstvom Združenih narodov ravno te dni informirajo, da je stanje okolja slabše, kot smo doslej verjeli. Segrevanje ozračja je hitrejše in že do leta 2030 bo preseglo 1,5 stopinje Celzija. Tudi moje članice oziroma članice in člani odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike me svarijo, da imamo pravzaprav vsi skupaj slabo desetletje časa, da ukrepamo. Če nam v tem kratkem času ne bo uspelo primerno ukrepati, bomo utrpeli hude posledice. Ne vem, če ste že slišali, ampak strokovnjaki že govorijo tudi o podnebnem lockdownu, ne samo o zdravstvenem, o takem, ki bo morda potreben, če vsi skupaj primerno in pravočasno ne bomo reagirali na izzive okoljske krize, ki smo ji priča. Naj spomnim, da je številka, za katero smo dosedaj verjeli, da je ne bomo prestopili do leta 2050, namreč številka 1,5 stopinje Celzija presežene meje za segrevanje ozračja. Še slabša je ugotovitev, da se v Sloveniji ozračje segreva 2-krat hitreje od povprečja. Te številke za sabo potegnejo konkretne posledice, ki jih v resnici vsi že močno čutimo. Suše, obdobja visokih temperatur in vročinskih valov, občasno pa nalivi in toča. Dejstvo je, da bo največ vplivov na zdravje ljudi in na kmetijstvo. Zato ne bo razprava, o kateri ste že govorili, o kmetijstvu in podeželju
zlasti usmerjena na prilagajanje podnebnim spremembam ter na iskanje vseh možnih rešitev, da kmetijstvo s svojim delovanjem ne bo pospeševalo klimatskih sprememb, ampak jih bo blažilo. Če natančno prisluhnemo strokovnjakom, lahko v resnici zaslutimo, kakšni bodo pogoji za kmetovanje čez 10 ali 20 let. Dejstvo je, da se bo potrebno prilagoditi in da je prilagoditev po njihovem mnenju možna in da je tudi izvedljiva. Ob razviti in ugledni stroki v Sloveniji pa seveda upravičeno pričakujemo tudi njene predloge in jasna priporočila kmetovalcem. Državne intervencije, ob tem mislim finančna sredstva iz fondov Evropske unije in državnega proračuna, pa ne bodo prvenstveno namenjena prilagoditvam prav na podnebne spremembe. V nobenem primeru pa se slovenske kmetice in kmetje ne smejo prestrašiti, da bodo v procesu prilagajanja ostali prepuščeni in sami sebi in daleč zadaj. Država je dolžna, da jim stoji ob strani in da jim zagotavlja pomoč. Krize dokazujejo, kako pomembne so različne oblike varnosti. Danes je primeren trenutek, da ponovno razmislimo o pomenu prehranske varnosti. Zaradi naravnih danosti Slovenija nikoli ne bo država, ki bi lahko imela na vseh področjih zadostno prehransko samooskrbo. Mora pa biti naš cilj, da imamo primerno proizvodnjo hrane na vsaj nekaterih ključnih področjih. Pri tem je potrebno upoštevati, da se prehranske navade, kot so že rekli drugi sogovorniki, spreminjajo. Tudi pogled na zdrav način prehrajevanja se nadgrajuje. Zato predlagam slovenski proizvodnji hrane, da dobro spremlja in analizira potrebe potrošnikov in ves čas spremlja trende pri prehranjevanju. V resnici smo lahko zmagovalci tudi na prehranskem področju. V Sloveniji imamo kar nekaj izjemnih proizvajalcev, ki so nam lahko za zgled in v ponos. Bi si pa želel, da se ta zmagovalna miselnost razširi na celoten sektor. Smo lahko inovativni, samozavestni, drzni in vztrajni. Vse to je način delovanja, ki prinaša uspehe in daje realno perspektivo slovenskemu kmetijstvu in celotni proizvodnji hrane. Spoštovane gospe in gospodje, sejem Agra je na nek način praznik podeželja. Kljub razvoju komunikacijskih tehnologij ali pa prav zaradi tega ohranja svoje stvarno in sporočilno vrednost. Za Slovenijo je pomembno, da je kakovost življenja in dostopnost bistvenih dobrin za visoko blaginjo enaka v urbanih središčih in na podeželju. Gre več kot samo za pravičnost in modrost, gre skoraj za naš narodni značaj. Čestitam vnovič vsem, spoštovani predsednik uprave, ki ste se v teh razmerah potrudili, da sejem organizirate, da daste možnost proizvajalkam in proizvajalcem, da pokažejo svoje novosti. Ne nazadnje pa nam nudite vsem, ki radi obiščemo ta sejem iz radovednosti ali zaradi poslovnih razlogov, zaradi razprav o aktualnih izzivih kmetijske politike ali razvoja podeželja, da se srečamo tudi v živo. V tem smislu si želim, da bi prihodnje leto, ko bo tukaj jubilejna 60. izvedba tega sejma, praznovali že v razmerah, ki ne bodo pod vplivom covida, ki bi vam omogočile, da razširite krila te sejemske dejavnosti. V imenu vseh sem vam hvaležen, da ste ta sejem organizirali in danes si ga bomo prvi dan tudi z veseljem ogledali. K temu vabim tudi vse ostale. Hvala za vašo pozornost. Pa tudi to skoraj, za sebe. Ne živi slovensko-francosko prijateljstvo. Ne živi.